Rad bi vas seznanil, da je poslanska skupina Nove Slovenije v petek vložila zahtevo za posvetovalni referendum o zakonu o uveljavljanju kulturnih pravic za narode nekdanje SFRJ. Sodu je izbilo dno to, da je bil zavrnjen zakon o šolstvu, ki smo ga predlagali in s katerim smo želeli, da bi se otroke, ki ne govorijo slovenskega jezika, ta slovenski jezik na naše stroške praktično naučila, zato da bi šolski učni proces čim manj trpel, da bi vsi tujci, ki prihajajo v Slovenijo, tudi znali slovenski jezik in se lahko tako polnopravno vključili v našo družbo. Ta zakon je bil zavrnjen. Hkrati je pa na drugi strani, zdaj strani koalicije, predlagan zakon, ki pa bo spodbujal učenje albanščine in srbščine. Zdi se nam to absolutno korak v napačno smer. Slovenija je vse dolžnosti in, če hočete, vse dolgove do nekdanjih narodov SFRJ z obrestmi izpolnila in zato ni prav nobene potrebe za ta zakon, še posebej, ker obstoječa ustava in pa tudi zakoni omogočajo, da v polnosti razvijajo svojo kulturo. Torej, nesprejemljivo se nam zdi, da namesto slovenščine bomo te mlade učili srbščino in albanščino. Problemi so popolnoma druge. Problemi so v tem, da številni te mladi, ki prihajajo v Slovenijo, ne govorijo slovenskega jezika in v učnem procesu, v mestih zlasti, prihaja do številnih težav. In naša poanta je, da bi se morali učiti slovenščino, da bi država morala financirati učenje slovenščine, ne pa njihovih maternih jezikov, za katere jaz predvidevam, da ga vsi govorijo, da vsi govorijo svoj materni jezik in imajo zato težave s slovenščino. Torej ni problem v njihovem maternem jeziku, problem je v tem, da ne govorijo slovenščine in da je slovenščina še vedno danes uradni jezik v Republiki Sloveniji.